Nahajamo se v Osmozi, kjer je na ogled fizični portal do virtualnega projekta @flatgaze. Flatgaze je v bistvu Instagram račun na prvem mestu, ki sledi neki specifični struji sodobne umetnosti. V bistvu downloada oziroma scrapa vsebine teh računov, ki jim sledi, torej njihove objave, se na teh objavah trenira oziroma uči. Specifično nevronska mreža StyleGAN 2 ADA se pač v bistvu uči na teh fotografijah teh računov in potem jih nekako, recimo te fotografije skozi nevronsko mrežo prebavi in jih objavi nazaj na ta isti račun. Tako da v bistvu v tem smislu je zelo transparenten proces. Če bi hoteli videti, kaj je del dataseta, torej če bi hoteli videti, na čem se ta nevronska mreža uči, lahko samo pogledate, čemu sledi ta račun. V bistvu na nek način gre torej za nekega avtonomnega avtorja, oziroma lahko bi rekel, da na podoben način kot vsak človeški avtor je izpostavljen nekim specifičnim vsebinam, ki jih potem prebavi in odda nazaj v svet. Podobno tudi pač Flatgaze nekako prebavlja svoj feed, tako kot v bistvu vsak avtor prebavlja svoj feed. Ampak tukaj ne gre nujno za neko eksternalizacijo mojega procesa, neke ustvarjalne sinteze v tem smislu. Ta dataset oziroma ta zbirka računov, ki jim ta račun sledi, v tem smislu ni povsem naključna, a pa tudi ni avtorsko izbrana v tem smislu, da bi bil to nek specifično moj izbor, ampak v bistvu skušam mapirati neko zelo specifično strujo sodobne umetnosti, ki jo razume kot da spada v trend tako imenovanega newest arta. To je termin, ki ga je nekako popularizirala ruska kuratorica in tudi vodja enega izmed blogov, ključnih za to domeno, Natalija Serkova. Več različnih lastnosti je ključnih za ta newest art. Na eni strani je newest art v vsakem primeru vsekakor nek odmev postinternetnih trendov, postinterneta. Postinternetna umetnost predvsem zaznamuje, in ta projekt je najbolj relevantno v tem kontekstu, njegov specifičen odnos do fotodokumentacije. Torej pač postinternet se prvič začne soočati s tem, da se umetnost večinoma širi prek fotodokumentacije, razstav recimo. Da večina ljudi umetnost vidi prek fotodokumentacije, torej ne v živo, ampak prek digitalne distribucije. In posledično tudi začne prilagajati umetnost temu kontekstu. Torej primarnost digitalne distribucije, primarnost fotografij pred samimi fizičnimi deli. In v tem aspektu je tudi odločitev, da se ta projekt v celoti odvija na Instagram, oziroma je pač centriran na Instagram brez fizične komponente, razen tega portala v to digitalno virtualno komponento recimo, v tem smislu upravičen, ker pač ta projekt nekako sodeluje prav toliko v tej domeni, sodeluje v tej domeni pač fotodokumentaciji in torej nekako sodeluje na tem istem nivoju kot ostala umetnost, če torej nekako sprejmemo to predpostavko, da je fotodokumentacija danes toliko ključnega pomena. Druga ključna predpostavka, na katero se tu mogoče lahko obesam, ampak ki jo je potrebno omeniti, je pa
nek nov odnos do pomena, ki ga tudi Natalija Serkova opisuje v svojih tekstih. V bistvu govori o tem, da se v tem newest art, torej v tem trendu najnovejše umetnosti, pride do nekega zanimivega preobrata, kjer vsebinsko stvari postanejo ne več do te mere ključne. V bistvu gre za to, da se v tem procesu, ko se pač v bistvu umetnost do te mere začne prilagajati digitalni distribuciji, ko se do te mere začne širiti na internet, se v bistvu tudi nekako, lahko bi rekli, mutira s principi interneta, pa pač nekako se prilagodi tej ekonomiji pozornosti, če hočete. In posledično nekako je primorana učinkovati ne toliko skozi racionalno, torej ne skozi vsebino, ne skozi vsebinskost, ne skozi pomen, ampak predvsem skozi afekt, skozi libidinalno, mogoče pač skozi neke bolj hitrejše in pač bolj nekako primarne reakcije na nek način. V tem smislu tudi Serkova poudarja, da to, kar ona razume kot newest art, kar mogoče lahko omenim, da torej ni v tem smislu neka oznaka za neko specifično avantgardo, ki bi tudi sama sebi tako rekla, ampak je v bistvu neka post festum njena pač kategorizacija, ki jo ona pripne na umetnike, tudi če oni torej sami sebe ne razumejo kot take. V bistvu pravi, da to ključno, kar definira newest art, je samo ta odnos do pomena. Fizično ta umetnost izgleda izrazito raznoliko. Noben koherenten vzorec ni viden iz same pojavnosti. Ključen aspekt, ki druži ves ta newest art, je predvsem odnos do pomena in sicer indiferenca do pomena. Pomen ni več na ta način pomemben, gre torej samo še za afekti v tem smislu. Kulturna produkcija je iz tega vidika nekako razumljena kot neka zaloga vrednosti, nek prostor možnosti, nek possibility space, kjer je pač si lahko predstavljamo prostor vsega možnega, kar v kulturni produkciji se lahko zgodi. In ta indiferenca do pomena nekako sprosti eno ogromno zalogo tega possibility spacea, zato ker pač s tem, ko se avtorjem ni več treba ozirati na pomen, enostavno lahko velik del tega prostora možnosti začnejo populirati z stvarmi, ki jih prej ki so enostavno bile prej, niso prišle v poštev, zato ker so se mogli omejevati na to, kar je bilo nekako pomensko in smiselno. Na ta način v bistvu se tudi razkrije ta specifična perspektiva na kulturno produkcijo, ki jo, torej, kot rečeno, vidimo kot nek possibility space, in ko na ta način začnemo gledati na kulturno produkcijo, se tudi vzpostavijo torej neke zgostitve in nek prazen prostor med temi zgostitvami. Torej, zgostitve v nekem hipotetičnem possibility spaceu so tam, kjer so recimo neki trendi ali pa kjer so neki specifični mediji ali pa neke specifične mogoče kompozicije ali pa barvni odnosi, če hočete. Ogromno nekih različnih metrik bi lahko vnesli v pač različne possibility space, ampak v glavnem lahko bi si predstavljali, da ko bi to v neki hipotetični računici pač possibility spacea mapirali, bi se izrisale pač neke zgostitve, kjer se zaenkrat kulturna produkcija torej večinoma dogaja, in s tem bi se hkrati tudi izrisal vmesen prostor med temi zgostitvami, ki zaenkrat še ni popularen iz takega ali pa drugačnega razloga. In v bistvu neka na ta način pragmatična strategija, ki se v tem smislu vzpostavlja, je ta, ki ne pristopa k kulturni produkciji na ta način nekako dialektično, v smislu, da vidi, kaj je bilo za njo in to samo delno nekako preobrazi in potem pač je nekako v dialogu s preteklostjo ali pa pač v bistvu, ne vem, pristopa z perspektive nekega izraza ali pa tako naprej, ampak lahko popolnoma pragmatično v bistvu išče dele kulturne produkcije ali pa prostora možnosti kulturne produkcije, ki še ni popularen, in popolnoma pragmatično torej išče te vmesne prostore in jih proba naseliti. Zato je tudi v tem smislu pač smiselen ta projekt na ta način razumeti torej kot poskus nekega res specifičnega odnosa do kulturne produkcije, neke popolnoma tuje, eksterne, torej neke pač res nam nepojemljive perspektive in nekega torej tujega pogleda na kulturno produkcijo, ki pač ustvarja v tem smislu popolnoma pragmatično, torej
nima nobenega torej nekega semantičnega razumevanja za to, kar gleda, nima semantičnega razumevanja za odnose med temi deli, ampak v bistvu samo ve, kje so zgostitve in potem, če želiš, lahko v bistvu tudi ugotoviš, kje so torej te vmesni prostori, ki še niso zapolnjeni. Ko sem razmišljal o Mateji Mihevčevem projektu Flat Gaze, mi je instantno padel na pamet koncept generičnega. In mogoče preden se ga dotaknem oziroma preden ga bolj podrobno razložim, bi rad še prej v bistvu naštel 3 avtorice, ki so me pri pisanju eseja spremnega teksta Odprta skrivnost najbolj inspirirali in ki so na nek način konceptualno sorodni temu projektu, ki se ga je Mihevc lotil. In najprej bi mogoče izpostavil Nataljo Serkovo, rusko filozofinjo in kuratorico, ki v svojem pisanju, v svojem teoretiziranju najnovejše umetnosti razmišlja o koncu pomena kot o nečem progresivnem oziroma nečem, kar gre zasledovati. In tudi jaz sem v različnih točkah naletel na te stvari, najbolj pogosto recimo na Instagram profil modne hiše Balenciaga, kjer se njihov modni direktor poslužuje enakih orodij, kjer je ravno destrukcija nekih ustaljenih vzorcev oziroma relacij, konceptualnih shem dojeta kot nek nujen pogoj za napredek oziroma, če uporabimo neko novo maksimo, da je v tem času, recimo tehnološkega razvoja, novih možnosti konceptualizacije sveta, najprej potreben proces od učenja, da se lahko neko novo stvar naučimo. Tako da recimo to je bila prva inspiracija, ampak tu še ni šla stvar dovolj globoko. In zato je bilo potrebno v teoretiziranje oziroma v sam tekst vpeljati koncept generičnega, ki sovpada s filozofijo Françoisa Laruela, tega francoskega filozofa, ki je vzpostavil novo metodo filozofije, ki se ji reče nefilozofija ali pa nestandardna filozofija in ki primarno problematizira filozofsko odločitev kot neko tendenco filozofije, ki se jo filozofija ne zmore znebiti. Preprosto rečeno, lahko si predstavljamo, da ker je filozofija dojeta kot nek pristop k resnici oziroma neka metoda za razkrivanje resnice, ta osnovna filozofska gesta nikoli ne bo mogla biti dokončno postavljena v vprašaj, ker se vedno sama k sebi vrne oziroma vedno so to resursi, s katerimi filozofija operira. In v tem smislu, ko govorimo o flat gazu in o možnosti prihodnosti kulturne produkcije ali pa kaj bi radikalno avtonomna kulturna produkcija ali pa radikalna avtonomna estetika bila, se mi zdi, da je nujno potrebno postaviti pod vprašaj ravno to filozofsko odločitev oziroma ujetost umetniškega objekta v interpretacijo oziroma v neko poznanost, na katero se naložijo neke asociacije, neke že vnaprej poznane relacije, ki ravno to novost, nek ta vroč generativni eksces vnaprej pasivizirajo. In nazadnje moram izpostaviti še anonimnega avtorja Deep Chimero, ki je sicer napisal tudi v reviji Šum esej z naslovom Spectres of Non-Brand, kjer ravno prek tega vprašanja, kako bi radikalna avtonomna estetika mogla biti zasnovana, se na enak način posluži sodobnih tehnoloških prijemov oziroma sodobne tehnološke infrastrukture. Recimo v Mateji Mihevčevem projektu imamo tu nevronske mreže, latentni prostor. V njegovem primeru pa imamo Squad kot neko novo možnost organizacije na Web3 oziroma internetu 3.0. In ravno ta nov mehanizem,
kako bi lahko estetska produkcija generirala samo sebe, recimo znotraj nekega radikalno decentraliziranega, distribuiranega mehanizma, brez vnaprej znanih parametrov, ki jih proba zasledovati, brez vnaprej znanih kupcev, ki bi hoteli to stvar konzumirati in tako dalje, je v bistvu neka ključna transformacija, ki jo bomo najbrž v prihodnosti še v večji meri srečali in ki bo v celoti omogočala, že sam zaradi te infrastrukturne ravni, da se ta generična stvar v celoti izrazi oziroma da se ves estetski potencial te radikalno avtonomne kulturne produkcije lahko do konca pritegne na plano. In to je v bistvu neka vizija za spremnim tekstom, ki ravno zato nosi ta termin odprta skrivnost. Ker stava je v tem, da je ta stvar že v bistvu za nami, da se je singularno že zgodila, ampak samo jo je treba do konca priklicati, do konca izraziti. In recimo Flat Gaze je kot nek toy model, kot nek umetniški eksperiment, da se lahko približamo tej viziji estetske singularnosti. Torej, ko pride do nekega tehničnega aspekta tega projekta, se mi zdi, da je možno razdeliti implementacijo nekako na dva dela. Imamo en del, ki skrbi samo za prenašanje podatkov iz Instagrama in za njihovo objavljanje. In imamo drug del, ki skrbi za, ki je pa v bistvu nevronska mreža, ki pa skrbi za učenje in generiranje, se pravi, teh slik, ki so potem objavljene. Če spregovorim najprej malo o prvem delu, gre za tako imenovanega Instagram scraperja, za nek računalniški program, za skripto. Ta skripta, ta Instagram scraper, vsak dan prenese nove slike, ki so bile objavljene v zadnjem dnevu, s strani računov, s strani uporabnikov, ki jim ta naš Flat Gaze račun sledi. Te podatki so potem shranjeni na nek majhen računalnik, grejo skozi nek zelo osnoven filter, ki nekako filtrira recimo besedila, slike ljudi iz teh slik in to je potem shranjeno. In potem na drugi strani, ko pride čas za objavo, je spet na tem računalniku neko mesto, iz katerega se prebere slika in ta se objavi na Instagram. Se pravi, ta del je na nek način zelo enostaven, kako pa pride do samega generiranja slike in tudi kako v bistvu so te podatki, ki so vsak dan prenešeni, uporabljeni pri celem generiranju. No, na to pa odgovarja sama, se pravi, ta del nevronske mreže in sicer gre za generativno nevronsko mrežo, imenuje se Stalgan, ki sprejme nek latentni vektor, neka naključna števila in na drugi strani zgenerira to sliko, ki se potem na koncu dneva vsak dan objavi. Nevronska mreža je orodje, recimo, ki sprejme nek vhod in da na drugi strani nek izhod. V obeh primerih so to neke številke, ki so potem lahko pretvorjene recimo v slike, v besedila, v audio, če hočete, ali pa tudi v konec koncev neko točko v latentnem prostoru, kot je to v našem primeru. Kaj nevronska mreža sploh je? Pri nevronski mreži gre za neke kvazi nevrone, ki so med seboj povezani. To je seveda povsem računalniška implementacija, ki so med seboj povezani in zato, da dajo nek izhod, je potrebno učiti. Učenje pomeni enostavno spreminjanje moči povezav med temi nevroni, zato da dobimo nek izhod, ki korelira z našim vhodom, oziroma da dobimo izhod, ki ga na koncu dneva želimo. Pri generativnih nevronskih mrežah gre v bistvu za tekmovanje med dvema nevronskima mrežama. Ena je ta že omenjeni generator in druga je diskriminator, katerega vloga pa je, da v bistvu podaja povratno informacijo, kako dober je generator. Se pravi, tukaj se primerja, kako dober relativno do tega, kako podobne slike generira tem, ki so že v podatkovni zbirki. Se pravi, v našem primeru je to enostavno ta feed. In vprašanje za diskriminatorja med učenjem te generativne nevronske mreže je to, ali je slika generatorja dovolj podobna
sliki iz te podatkovne zbirke, zato da bi jo lahko prepoznali kot del te zbirke same. In to je nekako povratni signal za to generativno nevronsko mrežo in na podlagi tega se potem uči generirati čedalje bolj realistične slike. Preden gremo naprej na neke druge detajle, bi mogoče opisal še, kako v bistvu pride do generiranja in kako potem pride z te generirane slike do objave. Se pravi, generator sprejme neko točko iz latentnega prostora, temu se reče latentna koda ali latentni vektor, in to točko potem projicira v neko sliko. In ta slika je, kot sem že omenil, zaželeno je, da je čim bolj podobna tej podatkovni zbirki, na kateri je bil generator naučen. Se pravi, mi dnevno s tem generatorjem bi lahko zgenerirali neskončno število slik, lahko bi naredili iz tega neskončno število objav, ker v bistvu na nek način lahko izberemo neskončno latentnih kod, latentnih vektorjev iz tega latentnega prostora in dobimo na ta način zelo veliko količino slik. Mi smo se odločili, da se objava zgodi enkrat do trikrat na dan in vsakič se ta latentna koda izbere naključno. Kot sem že omenil, vhod tega generatorja je latentni vektor, se pravi, ta latentni vektor predstavlja točko v latentnem prostoru. Latentni prostor je nek ogromen, homogen prostor, ki ima lastnost nekako samoorganiziranja in tega, da se podobne slike v našem primeru nahajajo v njem blizu skupaj. Ima ponavadi zelo veliko dimenzij in vsaka izmed teh dimenzij nekako ustreza eni izmed lastnosti, ki jih lahko najdemo na teh slikah. Se pravi, če bi nekako poenostavil, bi si lahko latentni prostor predstavljali kot recimo tridimenzionalni prostor, kjer bi ena os v našem primeru predstavljala recimo barvo ozadja, druga os bi predstavljala kako v ospredju je ta osrednji objekt in tretja os bi recimo predstavljala, a je cela razstava, ki je na tej zgenerirani sliki zunaj ali znotraj. Seveda ne gre za toliko eksplicitne kategorije, tukaj je potrebno omeniti, da si mi ljudje lahko predstavljamo, oziroma lahko si zamislimo ali pa uporabimo domišljijo za to, kaj se v kateri izmed teh osi v tem prostoru skriva, ampak v resnici gre pa za povsem abstraktne kategorije, katerim šele človek pripiše neko semantično vrednost. Same po sebi so organizirane na podlagi tega, da so podobne slike čim bolj blizu skupaj.